Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Torkovo jutro, ti rečem. Pa je šlo. Torkovo jutro je šlo in to je naš podcast. In so samo še 2 delovna dni tega tedna, ker je vmes praznik. 2 delovna dneva, ne? V bistvu bi rekli v slovenščini, ampak dobro. 2 delovna dni. Kaj? 2 dni še delamo, pol pa več. Ok. No, dajmo povedati, ni bilo tako slabo, kot tvoja slovnična napaka. Danes zjutraj smo recimo nekomu dali po 2 karti za koncert Gabrielu, ki je imel največ sreče med poslanimi SMS-i, za Dubiozo in za Magnifica, števali do Lenta, se pogovarjali o Japoncih, o tem, kaj so green flagi, ko pridemo komu na obisk. Mali se je javil iz Miamija. Mislim, vsega je bilo. To niti približno še ni vse, tako da uživajte v našem podcastu, če ste danes zamudili, sicer pa spet jutri zjutraj o 5:30. Potem pa se začne celo na Agenciji Republike Slovenije za okolje, so izdali pravzaprav na nek način opozorilo, prihajajo vroči dnevi oziroma vročinski val, bo še bolj pritisnil k nam, ne da zdaj ni bilo vroče, ampak zdaj je vsaj bil vlažen zrak in tu pa tam je malo ohladilo, ne, v smislu, ali pa vsaj ofrišalo. Zdaj pa fertik. Zdaj pa niti to ne. Baj prije ta vročinska kupola, no. Kupola. Ja, tako se reče, vročinska kupola, ko ne več niti piha. Občinska kupola. Vročinska. Okay. Ker zdaj gledam, veš, tudi ko na telefonu pogledaš, pa imaš ful dni naprej, ne? Samo dum, kot da bi me kdo, kot da bi me zavec, veš, malo na štemplo, tup. Pol samo 33, 34, 32, 33, 34. Ok, ponekod so se letos že menili o temperaturah krepko prek 40. Ja, ponekod pa še tako, ok. Da se ne menimo v Indiji. Kaj je bilo, Tine je razlagal, da so bile temperature tudi tam neki 50, nekaj tajega. Kakorkoli tam zdaj ne bi bil. Ne, jaz tam ne bi bil sploh. No, pač čistak ti vam. Greš pogledat, kak je pa. Ja, to je. Vama povem nekaj. Ja. Samo ne okoli govori, dobro? Okay. Med nami. Ja. Jaz ne razumem, kako lahko kdo gre na duhovno očiščenje v Indijo. Enak, tudi jasne, ampak tako za nadopustiš, pa malo si razgledati. Ja, en posnetek, ko imajo te rituale v sveti reki Ganges. Jaz ti not ne bi. Jaz tam zavionom prek, ajde. To pa je tudi to in pač ne, ko pogledaš širše. Ne, ampak vse, hvala Bogu, da so pač različni interesi in koliko še, ne samo pač na to vročino, pa to vse, kar je. Ok. Viš, kaj si izvedela o nama zdaj novega jema? Ja, mislim, jaz bi probala. Ti bi probala? Kaj tudi iti v reko Ganges? Ja. Res? Ni najbolj čista reka na svetu, no čist tak samo. Moramo živeti, moramo sprobavati stvari. Tako, ok. Vredo. Razmišljajte kot mladi. Ja, ok. V 10 minutah, zdaj pa ti povedal, razmišljajte kot stari. V 10 minutah vse kožne bolezni tega sveta. Vsa vnetja, vse bakterije in vsi virusi, da se o enoceličarjih ne pogovarjamo. Torek, 23. juni, kaj imamo tu danes? Tema številka 1 v našem mestu, seveda zdaj, ali pa ena od najpomembnejših ob vročini in fuzbalu je fuzbal, ja, ampak malo drugačen kot na svetovnem prvenstvu, namreč to, kar se je napovedovalo, se je včeraj tudi zares zgodilo, Darko Milanič je nazaj na klopi Maribora in ta tandem, ki je priskrbel toliko veselja, je spet v akciji. Vsi smo malo starejši, malo modrejši verjetno, ne? Ampak to ne pomeni, da nismo pripravljeni na nove uspehe. Je seveda ne. Tako da o tem bomo zagotovo govorili danes zjutraj. Torej Darko Milanič je nazaj danes, ker so samo še 3 dnevi do začetka festivala Lent. Moramo enih par vstopnic za nekatere največje koncerte ven dati. Okay. Imamo 2 para vstopnic, za katera 2 velika dogodka na Lentu.
Danes je torek, 23. junij, svetovno prvenstvo v fuzbalu. Kakšni rezultati in kakšni mesi, to lahko rečemo po včerajšnjem dnevu. Kaj si ti normalo? 18 golov, zdaj je sam na vrhu razpredelnice najboljših strelcev na svetovnih prvenstvih v zgodovini. Ja, pa lepo zadeva, ne, na tem svetovnem prvenstvu, to, da bo po moje kar skočil. 5 golov že. Ja. Včeraj torej še 2 v tekmi z Avstrijo, ki je Argentina dobila z 2-0. In tako na koncu, oziroma ko je dal Messi drugi gol, so po mojem tako samo slušali tam v hotelu v portugalskem, ki te je. Šel se je požret v sobo. Ja, glej, pač vsega tudi Ronaldo ne naprej. Ampak včeraj je bil dan teh kandidatov za najboljšega strelca, kajti tudi Mbappé je dosegel 2 zadetka v zmagi Francije nad Irakom s 3-0. In pa Haaland tudi, pravzaprav je svojima 2 goloma uprizoril preobrat proti Senegalu, torej Norveška je premagala Senegal s 3-2. To so bolj kot ne tudi že vse reprezentance, ki so se uvrstile v naslednji krog tekmovanja, kar pomeni, da bo ta zadnji skupinski krog po veliki večini brezvezen. Ja, dobro. No, mislim, brezvezen, Mislim, brez takega naboja, ne? 5 dni do izločilnih bojev, ne, tako Res da je. malo še zdržimo, pol pa bo postalo napeto. Pol pa se začne ta prav. Zdaj smo se mogli skozi to šalato pregrist, Tako. se navaditi na to, da gledamo nogomet v četrtinah. Še nekaj? Vse te pravzaprav tragikomične, pod narekovaji bravure Čelavega, ampak zdaj pa čekaj je. Pa se začne zaresno. Včeraj je bilo zanimivo tudi, verjetno bil najdaljši polčas v zgodovini. Najdaljši premor, Francija, Irak, polčas je trajal praktično dobri 2 uri. Zaradi močne nevihte in nevarnosti strele in vsega so morali narediti daljšo pauzo in ja, pa če proti naravi ne moreš. Ne, se je pa odigralo in to je to. Ja. Danes pravkar poteka krasotica Jordanija, Alžirija. Danes pa gre Cristiano v akcijo ob 7. Portugalska, Uzbekistan, ali bo le dosegel prvi gol na tem. Zdaj gre na vse ali nič. Ker bolj mu ne morajo več podajati, kot mu podajajo. Vse, kaj pridejo čez sredino. Ja, to si opazila besedno. to? Ja, Vidiš? gledala. No, evo, kako pridejo čez sredino, ki je, ne mogoče šoga, vseeno, ti samo daj, samo fojtraj. Tako da danes tudi ob 22. Anglija, Gana, ob 1. zjutraj Panama, Hrvaška in ob 4. zjutraj Kolumbija, Demokratična republika Kongo. To so pari, ki jih bomo gledali danes zvečer, po noči in jutri zjutraj. In ne pozabi, v bistvu samo še dobrih 24 ur do naše nove Krups Coffee Crush tekme, Škotska, Brazilija, ki bo minuto čez polnoč v četrtek zjutraj. In do takrat imate čas, da oddate svojo napoved v SMS-u 051 220 220 in verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj ta trenutek je lahko vaš. Glede na to, da bo tudi danes vroče in da tudi že zdaj načeloma so temperature, koliko je zdaj ima? Ja, zdaj je verjetno 21. No, prek 20, to hočem povedati. Ura še 7. Tropsko jutro. Ja. Absolutno. Stekel bom. Samo enkrat bo neka luža. Kako bomo vedeli, da si ti? Ja, Ker bo ogrožen. Kdo je oro poljubil? Ogromna si jo slišal. Ima. Lepo. Nič lepo. Eno je punca z pobrežja, dajmo, ne? Ja. Iger, to je malo bolj resno. Ne pa tako ti zelo vrenci. Ja, tam, kjer smo dobri ljudje doma, ki samo pozitivno mislimo in dobenga, nema veze, da gremo dalje. Nihče nisi zaznal, sem rekel zelo vrenca, nisi me niti popravil. Kaj je zelo vrenca, ja? Ne, jaz sem rekel zelo vrenca. Ja, še jaz sem slišala. No, vidiš, še ko je v jezi, ko on leti, to nimaš kaj, to samo ruši, to je ko valar, ko da si valar spustil dol. Okay. Zdaj, v prejšnjem tednu smo slišali novo zgodbo oziroma nov način, kako je še ena beseda, kako se je rodila ena beseda v slovarju slovenskega knjižnega jezika, to so naši etimologi brez meja. Jaz sem prepričan, da niso vsi slišali in da absolutno moramo še enkrat. Nujno ma. Torej.
Ja, kje sta pismo? Dolg se že nismo videli, to zimsko spanje, kar šlo v 3 pisane Marjetice. Smo ga kar malo potegnili, a ne? Ok, dajmo se zresniti in dajmo slovenščino postaviti nazaj na zemljevid, preden nam obri avari in vikingi zažgo narodno univerzitetno knjižnico. Ja, itek, ampak alo, še samo eno zgodbo, preden se lotimo dela. Itak. Zanj sem v klet nekaj pospravljal in sem za škafom, ki sem ga zelja, našel preminulo podganjo družino, ki je tam vsaj že od zadnjega punta. Ogaba. Ampak nič pa ni bolj odvratnega, bolj gabenga in bolj gnilga, kot pa pokvarjena skuta, ki je ležala v neposredni bližini. A sta vidva kaj tacga kdaj vonjala? Ogaba. A vidva vesta, koliko so podgane smrdele po gnili skuti? Sam ta slika podgan prskuti, pa se mi želodec obračeno. Podgane, prgnili, skuti. Čak malo. Kva si rekel? Ja, podgane prskuti. Čak. Prskuti, praviš, priskuti? Torej lahko morda rečemo, da so se ti podgane priskutile? Kva je z vama? Ja, nič, moped je šel mim. No, dej zdaj nekaj zapisati, če imamo novo besedo. Če nimam nič zapisati, sam papirus imam, čist nov, A4, visok karo, Vega mi ga je posodil. A unka računa? Ja, Jurči. No, dej eno pero, preden pozabimo. Izvol, Fazanovo je. No, kva smo zdaj rekli? Priskutiti. Torej, ko se v kom zbudi skrajen odpor do nečesa, se mu nekaj priskuti. Tako ja, tako kot meni tvoj face. Tako kot meni tvoj face. Dobrodošli, danes je torek, 23. junij, gremo še en vroč dan, upajmo, da popovdne ne bodo kakšne hujše nevihte, kot je bilo včeraj po severovzhodni Sloveniji, je spet haralo. Je pa ena druga stvar, pride nevihta, to je skoraj kap, drugi teden, ko se začne Wimbledon, ne? Ja. Nisi mogel verjeti, Serena Williams se vrača. Kaj se? Ja. Ona je že zaključila. Ja, pred 4 leti. Zdaj je stara 44 in je dobila wildcard in bo špilala v singlih. In to še ni vse, svojo 2 leti starejšo sestro, torej 46-letno Venus, bosta igrali tudi v dvojicah. Ja, malo se že pajtlajo, ne? Yes. Ne glede na to, to se je govorilo, da žive lisice je. Ne, samo so si tako dolgo ven z tega dni. Ja, zato je. Bomo videli, bomo spremljali. Nice. Dobra marketinška poteza mimo grede. Ja. Spomnim se, kdaj smo se teden dni pred Wimbledonom o Wimbledonu pogovarjali, sploh ko je svetovno prvenstvo v fuzbalu. Tako da, glej. Tako da še je upanje, mogoče tudi za mene. Zdaj boš dobil wildcard za kaj? Ja, glej, imamo zdaj fazo vračanja. Veš, kaj ti hočem reči tu v našem mestu? Staro je novo. Staro je novo. Torek, 23. junij, idealen dan, da rešimo še enkrat dileme študentke Eme. Stopimo bliže generaciji z Ema. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Eger, danes niso toliko dileme, koliko snjansko sem to prebral, si rekel, ok, konec je blizu. Zakaj? Pazi, ali to drži, Ema, vem, Ja. ne bi te rad na tako situacijo postavljal, ampak se mi zdi, da si zelo kompetentna za odgovor na to. Pravzaprav je bolj statistika. 45%, slaba polovica moških generacije Z še nikoli ni povabilo punce na zmenek. Res? Ja, to je res. To je res. Od 18. do 25. leta. Mes Ja, tukaj. nikoli. Ti poznaš koga takega? Ja, jaz moram vedno poznati koga takega, ker imam tako srečo, da vedno poznam kakega takega No, moškega. dobro. Je pa kako Miri je to se. bolj rešujete?
Znotraj same generacije. Pol se samo nehaš meni s to osebo. Okay. A ni to, da bi pač rekel, ok, dobro, pač ženska emancipacija, pa smo zdaj vsi enakovredni, enakopravni, bom pa jaz vprašala, pa ne? Ne. Ne, ok, še vedno tu pa je, da more moški Moški. tisti, ki naredi prvi korak. Tako. Dobro. Da se zdaj samo tako menijo, se veš, da se ne. Ampak je pa res, če jih polovica ne, ima pa druga polovica dosti več zagdeli. Viš, tako je treba razmišljati, bravo. Tudi pravim. Glej, nesreča nekoga je vedno v zgodovini bila sreča druge. 3 dnevi samo še do festivala Len 2026, teden, ko je Maribor najlepši in kot kaže, ko je Maribor najbolj vroč. Ja. Bo kar, ne? Ja, glej, tak je. Boljše najbolj vroč kot najbolj deževen. Ja. Čist tak, iskreno, ogromno prireditev je v večernem času, tako da... Pa ja, pa super, pa punca lahko nosimo oblekce, pa krila, pa to. Aleluja! Komaj čakam, res. Pa vroče vreme, pa da jih vozijo enega za drugim, ne? Jo, zakaj tako razmišljaš? Ja, zato, ne? Ker se že se... Ker ko so oblekce, pa Ja, pa- staro imaš v srce. Da se... To je mislil. Ne, v vsakem primeru bo super. In ena stvar, oziroma en festival znotraj festivala, pa je, ki se ga veselim, prav posebej vedno, ko je festival Len. In ne, čeprav klub Bug dol in je osnova za to, da sploh festival Len imamo, ni to folkart. Ja, pa? Jaz se folkarta tako hudo veselim, nisem ljubitelj folklore, taki, da bi rekel. Dobro. Ampak festival uličnega gledališča Ana Desetnica, to mi pa je vedno tako genialno. In kaj bo letos, je povedal producent Marko Brumen. Dobrodošli na Ani Desetnici na Lentu, že 30-tič pod tem imenom. Vsak dan predstava, vsak dan nekaj posebnega, tukaj Jagodni zbor. Petek 26. bo Tepuški letalec in Mali princ, stara zgodba na posebno novi preobleki. Oni, torek in sreda, živi kipi po mestu in na promenadi. Bugiganga, ulično gledališče z odbitim vozilom, razigrana sobota 4.7. na Doživljajskem igrišču, na desnem bregu, Teatro Fantastiko, Ravnotežje. In za zaključek, ravnovesje v paru in velika steampunk predstava Flame, triki mehanike. Okay. Ana Desetnica, festival uličnih gledališč. Super bo, torej tudi živi kipi. Ja. Ste slišala? Ja, ja. Ker je bil najboljši živi kip, ki ste ga videla, kje v kakem mestu, v kaki prestolnici, na kakem festivalu, kjer sta bila? Veš, časovnik, ko samo stoji. Ja. Jaz mislim, da je bil v Kopru enkrat tisti, ki jih je sicer po svetu kar dosti ježko kao lebdi. Ima samo palco zraven, ki palco drži, Ja, pa je pa je lufto. tako je. Jaz vem na Dunaj, vedno ko gremo, da je tam pred Šembrunom, Ja. je vedno en in isti človek, ki vedno samo stoji v zlatem oblečen. Okay. Vedno je, To že so tako tako imenovani 10 let. zlati Avstrijec. Ja, To je lahko je. priznani ta statični kip uličnih gledališč. Jaz najboljšega, ki sem ga videl v Rimu. In sicer je bil en, ki je imel narejeno, kot da ful hitro laufa. Tako je imel lase nazaj, pa tako veš, kot da vse leti, kot da gre ful hitro, pa že tako se je postavil vedno. In si se lahko zraven slikal, in pol, če mu nisi nič dal za to, da si se slikal, je bil ful jezen. Ja, Pa ti je govoril grde italijanske besede. Ne meni, ampak koliko sem opazoval. Ja. Tega bo polno in Maribor bo res zaživel. Ne rečemo zastojno, da je to teden, ko je Maribor najlepši. In to je tudi teden, ali pa pač zdaj, ko se pripravljamo, ko smo tudi mi posebej darežljivi. Jaz nasploh bi rekel, da sem danes dobri strici s Frama, ker imam ne 2, 4 karte. Okay. In ne za enega, za 2 velika dogodka na glavnem odru. Vemo, že na prvi dan Lenta, totalni hamer o 9:30, Dubioza pride na glavni oder, zato imam 2 karti, to lahko dobite danes zjutraj. In pa potem recimo v ponedeljek, 29. o 9:30 na glavnem odru, Magnifico in veliki disko šlager orkester. Dobro. Da bi lahko rekli Obercvajer, ne? 2+2, petek, ponedeljek, vmes pa si seveda še kaj drugega ogledate. Ampak 4 karte, torej 2 za Dubiozo v petek in 2 za Magnifica v ponedeljek na glavnem odru.
Zgodilo se je včeraj, kar se je napovedovalo. Tiskovna konferenca je bila ob 12. v Ljudskem vrtu in morajo biti res veliki premiki, da dejansko se premakne fokus iz svetovnega prvenstva na domače prvenstvo, ker vemo, v zadnji sezoni nismo imeli ravno veliko razlogov za veselje, zdaj pa imamo veliko razlogov, da lahko spet upamo. Športni direktor Zlatko Zahovič je predstavil novega starega trenerja, na klub Maribora se je vrnil Darko Milanič in v Ljudskem vrtu je bil ponovno in tako Tom pravi, dvigoval nivo, pustimo, cenjeni kolega Matej Regent. Matej, dobro jutro! Alo, Matej, se slišimo? Dobro jutro, ekipa! Servus! Dobro jutro! Maribor! Šampion! Ja, vem, včeraj so na svetovnem prvenstvu igrali Argentina in Avstrija, pa Francija in Irak. Ampak fokus je spet preusmeril nogometni klub Maribor, kjer se v zadnjih dnevih dogaja na polno. Potem, ko so v petek uradno potrdili vrnitev Zlatka Zahoviča na mesto športnega direktorja, je Zahovič včeraj uradno potrdil vrnitev še Darka Milaniča na mesto glavnega trenerja. Še ena legenda, saj se spomnite. V tandemu z Zahovičem je v preteklih obdobjih skupaj osvojil 6 naslovov državnega prvaka, 4-krat je osvojil pokal, s klubom je večkrat igral v skupinskem delu Lige Evropa in 2-krat v elitni ligi prvakov. In dragi moji, ko pokliče stari prijatelj, pač ne rečeš ne. Je tak, Darko? Pomislekov ni bilo, moram priznati iskreno, da še pred njegovim klicem niti slučajno nisem o tem razmišljal, je bilo presenečenje. Vendar je bila odločitev zelo hitra, jasna, brez bilo kakšnega oklevanja. Občutki so, kot da sem se vrnil domov. Enostavno tako. Dobrodošel doma, Darko. No in verjetno se vsi spomnimo, da je Maribor pod Zahovičem in predvsem Milaničem igral pragmatičen nogomet in marsikdo je takrat jamral, ampak Zahovič je opozoril na to, da je prav pragmatizem v preteklosti bil razlog za dobre rezultate, no kljub vsemu pa Milanič v prihodnje pod Kalvarijo obljublja precej več dinamičnosti v igri. Želim gledati, trenirati, igrati dinamičen nogomet, jasno, kateri je usmerjen v napad. Bomo skušali žogo vzeti visoko, bomo skušali vzeti žogo takoj, ko jo izgubimo. Maribor je tako dobil dokazanega trenerja, ki je v navezi z Zahovičem večkrat našel zmagovalni recept in znal prebroditi tudi kakšno krizo. Tako da jaz že slišim himne evropskih tekmovanj. Kaj pa vi? Ja, no, počasi. Ja, no, tudi moramo biti optimisti. Stara garda je nazaj, uspehi bojo spet. Počasi. Je pa to pa moram povedati, ker sem si ogledal to tiskovno konferenco in je dobro povedal, ker jaz ne vem, kaj imajo eni kolegi to s tem, da sprašujejo športnega direktorja na temo, ja pa bomo igrali napadalni nogomet, ker se spomnimo včasih tako zagovarjali pragmatizem, da. In je Zlatko rekel, ja, ampak vi ste se z mestnim avtobusom vozili Chelsea gledati. Tako. Ne zavijo. Z mestnim avtobusom. Ja. Halo, mislim, veš, kaj ti hočem reči. Tako da, ja, Maribor, Šampion! tako je, Maribor, šampion! Ok, vidim, da smo... Danes smo rekli, bomo malo spremenili zgodbo. Veš, ko se što pogovarjamo, ja, to je narobe, to je slabo, ne, opa, rdeča zastava, opa, tu sem, ne, to so včasih so dali rdečo zastavo živino zdravniku, da je vedel, kam mora iti, ko še ni bilo telefonov. Tu rabi, ne, tu. Tako je bilo na vasi. Mimo tega rdeče zastave, ne, joj, no go, pa to. Dajmo se o zelenih pogovarjati. Naredili so seznam 5 stvari, ki so, da boš razumela, Eva, green flag, ko prideš k nekomu. Hvala, zdaj sem ja, tako, ko veš, da stanovanje sleja. Tako je rečeš, jej. Ja, pa delaš. To je to, pa klokaš, ne, tako malo poklokaš. Ok, pa je zanima, katerih je teh stvari? Ok, prva, čisti WC. Dobro, okay. Ja, to je osnova. Ja, to takoj, ne. Pol veseli hišni ljubljenčki. Veš, da so prijazni že. Tega pesa. Da te spet pričam. Kaj ga lahko griznem? Malo ga griznem samo. To je kar... Potem veliko rastlin so rekli, sploh takih zdravih.
Okay, če je, bravo. Zanimivo, če je veliko knjig v stanovanju, ja, da je to, pa je tako imaš občutek, aha, ja, sem prišel s čitanjem, tako moram se zdaj tudi pokazati. Ne? In pa petič, ljubljenčki, ki so v stanovanju ali v hiši, ampak ne smrdijo. To pa ja. To je fajnče. Ja, to je res. Slaba šala, lahko en Tine to slabi vic povem? Daj povej, ja. Zato tebi žena vedno reče, idi zdaj, ko pride v obisku. Tine, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. 20 minut pred 8. Evo ga. Jaz beca. Kak je, ne? Evo ga, jaz beca, kak je ima. To je samo to. Ja, no. Lega, kak je ima. Lega, ne. Leonega, kak je ima. Čuj ga. Kak je ima. Ljubi Bog. Lega, da. Lega, kak je ima. Malo rabiš ti, ne? Res. Ker zaspan, pa tak ne vem. Samo nekaj... To je zaspan. Neki signal dobim v glavi, čekaj, to bi lahko bilo smešno. Če pa je. Ni to taka mariborska čujovega, le kak je ima. Lega, kak je ima. Tine, povej. Tu sem naletel na enih par zanimivih športov, ki sicer niso zaenkrat še vsaj olimpijski, so pa kar dobro plačani, recimo, ne? Verjetno ste vedeli, da obstaja prav borba z polštri, ne? Ja. Ampak pazi malo, to so po večini bivši MMA borci. Zadnji prvak je en, ki je izzival Conora McGregora enkrat. Celo. Tako da to je fajn, da reže spojštro, ni to tako. Veš kaj je dober, oni šport, ko imajo polno ovir, pa morajo balon gor držati. To ste videli že? En proti drugemu, ne? In tako, da bi zdaj imel, veš, ni igrišče, ampak tako bi bila dnevna soba, ampak ful stvari, no, ful nekih mis, pa to. In si balon, veš, ne smeti balon dol pasti. To je dobro. En šport, še zdaj ne vem točno kak, ampak v Južni Aziji, predvsem Indija pa Šri Lanka pa tam, kabadi se imenuje, 7-7 so. V polju stojijo po polovica, pol pa en iz nasprotnega moštva leti tja, pa mora enega obtačljati. Pa mora pobegniti. Če ga dobijo oni piko, če pa ne. In to so po $300,000 igralec. Resno. Ja, ni tako tak. Pol pa imamo, pazi to, tekmovanje v Excelu. Prav v dvorani not imajo... Kdo ve več formul pa tega? Kdo, ne vem, kaj delajo, ampak imajo prav pol pas dobiš, wrestling pas, taki isti, da si prvak v Excelu. Združenih Arabskih Emiratih pa recimo nič nenavadnega, kamelje dirke, ampak kamelje dirke, na katerih sedi mali robot, ki ga upravlja en, ki od zadaj z avtom se vozi. Kamele pa stanejo okoli 5 milijonov. Kaj si ti, no. Tako da ni samo fuzbal, ne, to sem hotel povedati. Ja. No, je pa še en fuzbal in sicer Calcio Storico v Firencah oziroma Fiorentini. To je... pa moraš biti det, veš. Ja, to pa res moraš biti det, rdeči proti modrim. In to je enkrat na leto, batine, to se vse ustavi, to se tako reže. To je vse dovoljeno, ne? To je res vse dovoljeno, pa z roko se špila. Samo na koncu vsi grejo, ne? Ja, na koncu je to. In si ti predstavljaš, da to komaj čakajo, da je tisti dan, in ko so v tej ekipi, in to ni zdaj, da je to profesionalna ekipa, to je, ne vem, oni frizerje, pa mesar, pa, ne, in oni... Čeprav Jegerov najljubši pa je oni več v Turčiji, ko so dva na olje, ko se verita, kdo bo koga. Lega, kak se mu sveti. Na oljeni Turk. Si rekel olje, Hakan na oljeni, Hakan pa olje. Da slišimo, kaj je aktualnega. Sašo je ta trenutek na Floridi in se vsak dan javi, pa malo pove
tudi to, kaj se dogaja okoli, kar na televiziji ne vidimo. Saša, dobro jutro. Noro, dobro jutro na toti radio. Ne vem, kaj bi povedal, mislim, nora noč, brez sekunde, skoro spanca. Samo tisto, ko se greš stoširati, pa že moraš iti dalje, zato ker imaš danes planiran, da boš videl neki izlet, da boš si privoščil malo mira. Zaradi tega, ker se je zgodila za mene zgodovinska tekma v Miamiju in sicer to srečo sem imel, da so tukaj igrali Zelenovrtski otoki in pa Urugvaj in seveda Mali je premagal velikega, kar meni še največ pomeni, da Mali tudi zmagajo oziroma ne zmagajo, igramo neodločeno in je še toliko slajše. Kajti pred tekmo so v fanconi prevladovali Urugvajci, Urugvajke, vsi so napovedovali zmago svoje države. Ampak Zelenovrtski otoki ponižni, ja, naj zmaga najboljši, tako smo bili mi Slovenci na Evropskem prvenstvu in na koncu se zgodi, da je 2-2 in Miami eksplodira. Jaz sem del te zgodbe zaradi tega radija in zaradi Implana in to je nekaj neverjetnega. Ne znam niti opisati, kaj se je pol dogajalo, v glavnem plesali, hecali, jaz ne znam angleško, vsemi sem si bil dober in normalno ura je bila zjutraj, ko smo prišli domov, ker pa sem rekel, zdaj pa dosti malo treba biti tudi oddiha od tega, malo nekega izleta, se stoširaš pa greš dalje. Jaz in moj prijatelj, ki smo tukaj, smo se odpeljala med krokodile in tam si malo počitka privoščila in seveda srečama legendarne Škote. In tudi odločitev je padla. Na Brazilija Škotska bo Sašo Dobnik navijal za Škote. Tako da moram povedati eno stvar, da smo bila povabljena na bejzbol tekmo. Jaz ne vem niti enega pravila bejzbola, niti oni ne vejo, s katerimi smo se pogovarjali, ampak tam bo 8000 Škotov. In oni so nama takoj zapeli, ne? No Scotland, no party. In to res velja. Tako da hvala še enkrat na toti radio, pa Implan, da sem lahko del tega, ker to je norišnica, to je svetovno prvenstvo, to je edinstveno. Hvala vam in kaj ne rečem, ja, jutri spet poslušajte. No, vredi, Saša, drži se. Ja, pazi se na skotilo. Ne veš, da je mogla biti huda čaga z zelenovrtskimi otočani, ja. Da je šel počivati med krokodile. Torej malo mira, le krokodili, le kako so mirni, samo ležijo, tu se malo vlegajo. Danes zjutraj, ker se seveda veselimo lenta in vsem želimo in verjamemo, da bo ne samo veselo, ampak tudi legendarno in nepozabno lentanje letos, imamo 2x po 2 karti, 2 koncerta, Dubioza v petek na Glavnem odru, Magnifico v ponedeljek na Glavnem odru 9:30, oba koncerta in torej 4 karte, 2x po 2 in danes je bil izžreban in se bo lahko zahvalil kasneje Emi, da je tako lepo žrebala med SMS-i poslušalec Gabriel. Ali se bo? Kaj je? Ti smo vklopljeni. Ja, no, seveda. Zakaj bi pa bila? Ja, mislim, zakaj pa? To je tako lepo. Sploh najpomembno. Ok, dajmo poklicati Gabriela, da vidimo, če se bo... zvoni. Če se prosim. Ja, dobro jutro, ja. Gabriel. Ja, pa dobro jutro. Ne, pa servo, kako je prepoznal. Gabriel, veš, ko smo rekli, da je danes taki dan, ko lahko z enim SMS-om rešiš 2 koncerta na festivalu Lent. To še ni bilo. In to sicer Dubioza in Magnifico. Krasno, enkratno. Katerega od obeh se bolj veseliš ali vsakega na svoj način? Pa, jaz v bistvu vsakega na svoj način, samo zdaj žena se bo veselila, verjetno bolj Magnifica, jaz pa mogoče tesno na druge strani pa Dubioze, ampak nič kaj več, no. Ok, ja, super. Ja, tako da bo ta drugemu v podporo, ne? Ona bo morala na Dubiozi skakati, ti pa boš mogel na Magnifico migati, tako seksi. Ja, res je. Tako znamo mi, ne? Tako smo tudi korajberi. Ja, Gabriel, čestitke, kaj ti naj rečem, 4 karte so tvoje? Mislim, enkratno, vsak potihem upa, ko pošlje SMS, ne?
Tebi se pa je zdaj zgodilo. ali? Meni se pa je zgodilo. Evo, lepo. Iskrene čestitke, čudovito lentanje želimo tebi in tvoji dragi ženi. Najlepša hvala, vam tudi vse dobro in pa, ja, srečno. Tako je, Gabriel, srečno. Se spomnite, ko smo se pogovarjali, to je bila ena od številnih debat povezanih z svetovnim prvenstvom v fuzbalu o japonskih navijačih. Ja. Ki so seveda posebni, Tako in srčni, mislim, imajo red, samuraj gre na teren, gejša čaka doma. seveda, no in ko gre na teren, tudi pospravi za sabo. Tako. Očitno. Da jih imajo najraje vsi povsod, ker vedno vse za sabo pospravijo. Ja. Vse smeti, vse kar je, popucajo. Tako da zgleda, kot da ni bilo nobenega. Potem na tistem delu, kjer so bili Japonci, kjer so ostali, pa niti nočeš verjetno pogledati bolj na te tribune. No, ampak ni vse samo dobro. To je ta vesoljska uravnilovka. Koliko je nekaj dobro, na neki točki prinese za sabo nekaj slabega. Ker zdaj so se vsi začeli o tem pogovarjati, kako so Japonci pridni in kako za sabo pospravljajo, kako čisto pustijo pa to. No, zdaj pa so se baje začele oglašati še ženske na Japonskem, ki navijače, ki so šli tja, pozivajo, da bolj ko se vrnejo, tudi doma začnejo delati enako, pa kaj poprimejo tudi v kuhinji. Tako da veš, tako se rekel, ne, moraš paziti, karkoli narediš kot moški, A, težko zmagaš, in B, nikoli nič ni samo dobro. Res je. Kako se je strinjala, viš, kako Ja. razumeš situacijo? Razumem popolnoma. Se pravi, ne samo, da je vse samo dobro, po drugi strani pa moramo tako gledati, ni vse tudi ne samo slabo. Torej, danes je torek, 23. junij, že včeraj smo govorili, to je skrajšan delovni teden, ker je v četrtek praznik. Tako da še zadnji dan počitka, preden se začne festival Lent, pol pa res damo vse od sebe, pa seveda julija ležimo kot krapavce. Ampak mimo tega, Kunski plan. pazi, mi bo dober, ne? Doma povej, pa povej, kako je šlo skozi. Ne, ampak mimo tega zdaj, ker bo en dan pred festivalom Lent, bomo mi ta četrtek, dan državnosti, praznik, dela prost dan, izkoristili za tako imenovani live praznik. In sicer vemo, kak je na koncertih. Ne? Zdaj, če gremo res na prave koncerte, je potem to pravi desant na vsa čutila in genialno odšpilano, vse malo bolj ostro, vse malo boljše, vse malo daljše, vse malo bolj... Ni tako clean. Ne. Vse je bolj živo, je Pač bolj boljše je, tako, kot mora biti. Ja. Ne, in če pravi koncert, se tudi na noben odere, da špilaj! Kaj se meniš toliko? Špilaj! Kaj tam gori? No, in ta četrtek pripravljamo res poseben dan na totem radiju, že od 8 zjutraj naprej in vse do večera, tote same najboljše, odvedno v live izvedbi. Sami legendarni komadi, vsi zašpi... Malo me je emocija ponesla. Vsi zašpilani live, da malo pridemo tudi v ta pravi feeling za Lent, ki se začne potem v petek. Mi pridemo pripravljeni. Ne? Absolutno, pa že kar dubioza vdari v zadnji. Že tako je. Dejan, Ana in Jeger in toto jutro.